Primorje zadnja leta intenzivno vlaga v razvoj predelave in uporabe gradbenih odpadkov in industrijskih odpadkov za gradbene proizvode in za namene gradbeništva. Tako v prispevku predstavljamo regulativo z področja, tehnično regulativo z področja gradbenih proizvodov in uporabe teh gradbenih proizvodov. Potem predstavljamo praktične primere uporabe, kakor so tehnologije reciklaž, hladne reciklaže na cestah, spravi na objektu, in vroče reciklaže asfaltnih zmesi. Nadalje prikazujemo uporabo industrijskih odpadkov, kot sta črna jeklarska žlindra za namene zamenjave eruptivnih agregatov, potem uporabo elektrofiltrskega pepela, ki je lahko uporabljen kot nadomestek pucolanskim oziroma hidravličnim vezivom, tako na področju cestogradnje, kakor na področju betonov, in uporabo tudi kamene moke, ki je lahko odpadek. V primeru pa, da ga primerno skladiščimo in porabimo, je dobra surovina za proizvodnjo asfaltov, proizvodnjo betonov. Za uporabo črne jeklarske žlindre smo mi začeli z razvojem v samih laboratorijih v letu 2007 in z izdelavo poskusnih polj, tako da imamo kar nekaj poskusnih polj za različne namene uporabe, za različne prometne obremenitve in za različne klimatske obremenitve. Uporabili smo črno jeklarsko žlindro slovenskega proizvajalca Acroni oziroma surovino, ki je Acroni, in še dve jeklarski žlindri iz bližine Slovenije, tako da imamo primerjave. Te ceste so v letu 2010 in 2011 imamo tudi poskusna polja narejena na avtocestah. Imamo že 4 odseke takih z različnimi zmesmi. Med drugim imamo tudi eno poskusno polje praktično trajnostnega asfalta v Portorožu, kjer smo poleg tega, da smo eruptivni agregat zamenjali z žlindro, smo tudi naredili manj hrupni asfalt, ki zniža emisije hrupa za 3 decibele. In zadnji tako poskusno polje v Vrtojbi na avtocesti, hitri cesti Vrtojba-Bazara. Imamo drenažni asfalt, ki poleg tega, da ima to črno jeklarsko žlindro, zniža tudi emisije hrupa za 5 decibelov.